mogoče dolgujem malo osebno predstavitev. Torej, sem Matej Cepin in sem direktor tele Socialne akademije, to je nevladna organizacija, delujoča v Sloveniji in tudi širše. Naše poslanstvo je aktivno in odgovorno državljanstvo in pred kakšnim letom dni smo se javili na razpis predstavništva Evropskega parlamenta za tale EPAS projekt in bili skupaj z Fakulteto za družbene vede, ko smo se povezali v partnerstvo, bili pri tem uspešni in smo res hvaležni predstavništvu za to, da lahko to počnemo, zato ker ni samo izvajanje naročila, ampak je točen tisto, kar je naše poslanstvo od naše organizacije. Drugač pa sem tudi Ljubljančan, vem, da to za večino ni dobra referenca, ampak se bom potrudil vseeno. Pa mož in oče, mož enkrat, oče 4-krat. Imam 5 žensk doma. Tako da ne bom rekel, da imam zelo veliko izkušenj s pedagoškim kadrom, ampak z spolom, ki prevladuje v pedagoškem kadru pa. In v osnovi pa ni prva stvar, ki bi jo rekel o sebi, da sem direktor, ampak bi se opisal kot mladinski in skupnostni delavec. Mogoče več o tem še kasneje, kaj to sploh pomeni. Sem pa končal fakulteto za računalništvo, tako da, vse je povezano, ne. Kaj sploh je zdaj ta aktivna participacija? Se mi zdi, da v projektih, pri dogodkih, ki jih boste s svojimi dijaki delali, razvijali, sta dve skrajni možnosti. Leva slika, ko so pač udeleženci na dogodkih ali pa še to ne, zdolgočaseni tam sedijo in participirajo na dogodku, ne, so svojo zadnjo plat prinesli na ta dogodek in pač tam so, podpisali so se in obkljukali smo številko, da so tam bili, ne. In je bila neka oblika participacije. Potem je pa še možnost desne slike, ki je seveda samo simbolična. V idealu bi to bila slika, ko dijaki pridejo, zdaj govorimo o idealih, ne se počutiti slabo, ker tudi sam še nisem tazga doživel. Dijaki pridejo, imajo vse idejo, profesorca, mi bi pa to, pa pa tret na temo EU, vi sam ne rabimo nič, bomo tudi sredstva finančno sami poskrbeli, sam, če bi vi odklenila, a bi bila vi, prosim, naša mentorca, ne? Pa smo videli, da imate tisti za tole EPAS projekt, a bi mi lahko se vključili v ta projekt, ne? To bi bil pa druga skrajnost, drugi ideal. Zdaj, tukaj vmes nekje plujemo, včasih bolj levi slikci, včasih bolj desni slikci, in naša naloga seveda je na nek način od vseh, in nas, ki delamo bolj v neformalnem izobraževanju in vas, ki delate pretežno v formalnem, je na nek način spodbujati to aktivno participacijo in morda bi bilo smiselno razviti kakšen števec aktivne participacije, ker bi pol bolj vedeli, kdaj smo bolj uspešni, pa kdaj ne. In pol, če bi človek dal neko idejo, bi števc malo poskočil, če bi se ta ideja uresničila, bi števc spet malo poskočil, če bi, ne vem, pol to idejo pridobil še 3 dijake zraven, 3 kolege zraven, bi ta števc spet malo poskočil. Potem, če bi bila ta ideja še relevantna za njegove potrebe kasneje v življenju, bi ta števc spet malo poskočil in tako naprej. Tako da, to sem zdaj, vse, kar sem naštel, so bila dejanja, iz katerih vidimo, da je človek nekako aktivno participiral v projektu. Zdaj, a tak števc obstaja? Seveda ne, ampak za pedagoški proces pa imamo že en tak števc, recimo, ki se z njim ali strinjamo ali pa ne, ali pa sam delno, Bloomova taksonomija, znanja, kjer je znanje rangirano od tiste čisto osnovne, da zna on sam ponoviti to, kar sem jaz rekel, pa do najvišje, sinteza znanja, se pravi, da zna on znanje vleči iz tukaj, pa iz tam, pa ga sintetizirati, pa ustvarjati novo znanje in tako naprej. In vmes vse te stvari in vsi te glagoli, ki jih tukaj je sam za vzorec, drugače jih je 40, ki nam lahko koristijo pri oblikovanju pedagoških ciljev, se pravi, spozna, ali pozna, ali vrednoti, ali razširi, ali diskutira, ali ne. To je vse množica glagolov, ki jih lahko uporabljamo in na nek način učenec, ki znanje generira na tem nivoju, bolj participira kot učenec, dijak, ki znanje generira na spodnjem nivoju. In tudi za družbo, za participacijo v družbi imamo tako lestvico. Več jih obstaja, jaz imam tukaj primer ene, ki ima 8 stopenj participacije,
od manipulacije pa do državljanskega nadzora. Tudi v družbi lahko merimo, se pravi, koliko so recimo državljani ali pa neka deprivilegirana družbena skupina močni v tej participaciji. Manipulacija je sploh v bistvu tvoja zgodba v glavi, so ti čist drugo dal, kot se v resnici dogaja na ravni odločanja. Mal boljše je že terapija, se pravi, terapija je to, da ti toliko časa poslušaš eno zgodbo, da ji dejansko že začneš verjeti, ker pri manipulaciji s pravo zgodbo sploh nisi prišel v stik. Terapija je vseeno malo boljš, zelo slabo, ampak malo boljš. Še malo boljše je informiranje, se pravi, mi te bomo informirali, kako smo se odločali, odločamo se pa mi. Je malo boljš od terapije, ampak ni pa glih najboljš. Še malo boljše posvetovanje. Se bomo posvetovali s teboj in hvala lepa, si povedal svoje mnenje, adijo, zdaj se gremo pa mi odločiti. Še malo boljša stopnja so izbranci, se pravi, ne bomo se sam posvetovali z vami, ampak bomo izbrali vas, pa vas, ki ste nam všeč, pa boste vi sodelovali pri odločanju. Še malo boljša stopnja od izbrancov je partnerstvo, torej, dajte vi neke predstavnike, pa se bomo mi skupaj odločali, mi pa vi. Še malo boljša je delegirana moč, torej, da na nek način, mi sicer tukaj vam vladamo, ampak vi ste nam delegirali moč, torej vi poveste, a mi še dobro vladamo ali ne. Neka utopična je pa tak državljanski nadzor, ki bi mogoče bo kdaj z elektronsko dobo lahko prišel do izraza, torej da bi res ne sam delegirali moč, ampak imeli v bistvu na nek način v veliki meri neposredno moč. V enem mikrodelčku spreminjati stvari. Zdaj, to se tele dvem se reče neparticipacija, to so stopnje žetončkov. Zakaj stopnje žetončkov? Zato, ker je participacija samo včasih dana kot žetonček, ki ga lahko pač porabaš in potem je ni več in potem mogoče spet kdaj dobiš nov žetonček. In tole je pa v bistvu so pa stopnje državljanske moči. Torej imamo, tako kot imamo v pedagoškem procesu Bloomovo taksonomijo, ki nam pove, kdaj dijak bolj participira in kdaj manj, tako tudi imamo za družbo določeno, bi rekel, taksonomijo, kdaj državljani bolj participirajo, kdaj je, ne vem, država ali pa občina ali pa neka inštitucija bolj odprta za to participacijo, kdaj pa manj. In tako bi bilo smiselno imeti tudi za naše projekte, ki jih bomo delali v okviru programa EPAS, nek števec takšne participacije. Zakaj sploh se gremo to participacijo? Mi verjamemo, najbrž vsi tukaj verjamete, jaz gotovo dam roko v ogenj za to, da participacija v tem projektu bo posledično pri veliki večini dijakov pomenila tudi participacijo v družbi. Zakaj si upam dati roko v ogenj za to? Zato, ker verjamem, da če človek razvija naravnanost za družbeno participacijo v sebi, neko naravnanost v svetu, v jeziku kompetenc bi se temu rekel odnos oziroma attitude. Če razvijamo naravnanost za participacijo, kot je bilo gospe Tanji samoumevno, da je prišla sem to povedati in da si je dodatne ure vzela in mogoče celo dodatne stroške ali kakorkoli, je pač gospa razvila to naravnanost in najbrž jo ni razvila za danes, ampak jo je razvijala skozi vzgojni proces, ko so jo vabili k participaciji, ko je participirala, ko je že imela neke pozitivne povratne informacije na to svojo participacijo in pomembno je, da smo izobraževalci tisti, ki ojačujemo te povratne informacije, ko pohvalimo, ko damo vedeti, da cenimo to participacijo, ki je narejena več kot samo najnujnejše. Zdaj bi vas pa povabil k razmišljanju o tej participaciji in bomo uporabili eno metodo, ki se ji reče tiha tla in bo malo nenavadna, morda za marsikoga, ampak se je mi v raznih izobraževalnih procesih izkazala za zelo močno, da ima vse pa eno skrito moč, o kateri ne bi preveč govoril, mogoče se tudi zdaj ne bo izkazalo tako, ampak bi jo rad z vami samo preizkusil za ene 5-7 minut. In sicer, ta vaja bo potekala v tišini, kar pa ne pomeni, da ne bomo komunicirali.
Neža, bi te lahko prosil za malo muske, ko ima že vse preklopil. Hvala. In sicer imam jaz tukaj 8 plakatov, ki nosijo pojme povezane z družbeno participacijo. Prvi pojem je kar družbena participacija sama. Drugi pojem je kultura molka. Tretji pojem je apatija. Četrti pojem je učenje. Peti pojem je aktivno državljanstvo. To je tisto več kot najnujnejše. Potem je zatiranje. A čutimo kaj zatiranja danes, mogoče prek kakšne prekinjene oblike. Potem je pojem svoboda. In pa pojem zloraba moči. Mislim, da sem to malo več negativnih dal kot pozitivnih, ampak nič ne ve. Bomo znali to uravnotežiti v svojih glavah. Nežo bom prosil za glasbo, zato da tišina ne bo tako velika skušnjava, oziroma prekinjanje tišine. Vaša naloga zdaj, oziroma povabim pa vas k temu, da na vsak plakat, da komuniciramo prek plakatov, torej pisno. Lahko napišete kakšno asociacijo na to temo, lahko se odzovete na nekaj, kar je vaš kolega napisal, kolegica, lahko narišete smajlija zraven, lahko narišete like, lahko samo zvezdico narišete, če vam to karkoli pomeni. Torej, komunicirate karkoli na to temo z vsemi ostalimi v tej sobi. Torej, zdaj bomo to delali 5 do 7 minut, bomo videli, kako bo šlo. Lahko še tole umakneš sam na stran. In bomo videli, kaj bo nastalo, oziroma kako se bo metoda vnesla. Tako da vas kar povabim, da pridete okrog. Če se slučajno kdo ne more sklanjati, jaz že malo kolena proderbana, je pač z mladimi je uporabljen na teh, pa sem rekel, jo želim demonstrirati na tak način, kot jo predlagam. Hvala. Predvsem za hitre logistične poteze, neverjetno hitro ste se spravili noter, pa ven, res disciplinirano. Včasih je disciplina sovražnik aktivne participacije.
ampak se mi zdi, da smo tukaj le kar oboje skupaj dobro združili. Pa bi mogoče naredili čisto kratko refleksijo te metode. Kdaj bi jo vi uporabili? Kakšne učinke po vašem mnenju ima in kdaj bi jo uporabili? Jaz sem večkrat slabš vidim, tako da če boste karkoli roko dvigovali, dajte malo bolj ali pa kar spregovorite. Mogoče tako kot brainstorming, ne? Da v bistvu iščeš ideje in potem da namesto, da jih zbiraš na tablo, jih daš tako kot tle. Hvala. Dijaki ne želijo izpostavljati na primer, ali so kakšne teme, o katerih je težje govoriti na glas, da lažje zapišete. Super, hvala. Torej, ja? Mogoče tok asociacije se meni tu pomembno. Najprej imaš eno asociacijo, potem na podlagi te asociacije lahko do drugo vidi drugi in pot sicer sam nas nikoli ne vidi. To je isto kot za brainstorming velja, ampak tukaj se mi zdi ostanejo v času, ne zginejo skozi čas. Ne? Vse, kar zapišeš, ne pozabiš. Še kakšna ideja, kakšne občutke ta metoda povzroča v vas ali pa je povzročila, lahko so tudi negativni, noben problem. Ali pa pozitivni. Ja. Tudi pomemben vidik. Anonimnost mogoče. Meni se zdi ta tišina nekaj, kar nam danes pogosto manjka. No? Veliko smo bombardirani z raznimi dražljaji in to morda celo negativno vpliva na našo participacijo. Ne? Ker če ves čas si hranjen s temi dražljaji, je vprašanje, koliko boš dal od sebe, ker boš mislil, ja, sej, mogoče to se bo vse zgubilo, ali pa sploh nisi navajen dajati, ker samo prejemaš in tako naprej. Ne? Tam ste narisali lepo eno usta, pa dvoje oči in dvoje ušes. Potem ena pomembna stvar se mi zdijo ta tla, ki bi lahko to bilo tudi zelo sorodna metoda tem tiha tla, silent floor v angleščini, če boste kaj googlali. Zelo sorodna metoda je metoda galerija, kjer so te slike na steni obešene in potem imate tudi več variant, ali je tišina, ali se govori, ali hodijo v parih okrog, ali ne. Ampak ta tla se mi zdi, da dajo en tak poseben pečat temu, da se mimogrede lahko na to tudi stopi. Se pravi, gre za neko, se mi zdi, za take družbene teme, to, da so stvari na tleh, se mi zdi kar tak močen simbol, in da na nek način se moraš tudi skloniti in hkrati lahko več ljudi gleda iz vseh strani in tako naprej. Potem zelo pomemben vidik te metode se mi zdi komunikacija, ki je tukaj res nenavadna, morda celo malo podobna komunikaciji prek socialnih omrežij. Zato, ker ko govorim, ko je komunikacija govorna, zdajle jaz kupujem, mislim, zasedam čas od vseh vas. Pri tej metodi ni tako, da en govorec zaseda čas od vseh ostalih. Tukaj se sočasno dogaja več manjših komunikacijskih zmenkov. Poleg tega, kar napišeš, tudi bolj premisliš. Poleg tega je možen odziv kadarkoli. Se pravi, jaz bom zdajle nekaj rekel, bi se nekdo odzval, čez 3 minute to ne bo več aktualno. To, kar je zapisano, pa bo še tudi čez 3 minute aktualno. Lahko krožiš večkrat in se potem tudi obračaš nazaj. Vračaš nazaj. Zdaj, kaj pa mislite o povezavah teh tem? Kako so te teme med sebojno povezane? Ali pa z družbeno participacijo? Se vam je zdela kakšna zelo povezana, kakšna nepovezana, bi kaj izpostavili, kar se pojmov tiče, ki sem jih jaz izbral za teh 8 listov? Ma kdo kakšno opombo o teh pojmih? Apatija kot nasprotje od participacije, zloraba moči, pa manipulacija, kako? Svoboda pa nasprotje kot zatiranje mogoče,
Kultura molka je pa en pojem, ki sem že parkrat to metodo s temi besedami delal, jo pogosto ne razumemo na isti način. Sam sem jo vzel namreč po Paulo Freiru, brazilskemu pedagogu iz 20. stoletja, ki je ravno na en tak zelo zanimiv način povezoval te polji izobraževanja in družbene participacije. On je kulturo molka, on je namreč delal v Braziliji, ki je bila takrat oligarhična družba z zelo močnim, zelo močnim bogatim razredom, mislim, zelo bogato manjšino, zelo majhno množico bogatih ljudi in široko paleto zelo revnih ljudi, mnogi od njih tudi v favelah, nepismeni, brez dela in tako naprej. In on je trdil, da kultura molka je stanje v neki družbi, ko je pač molk neka naravna kultura, molk je neka naravna drža, neko naravno stanje. In kultura molka je z tega vidika malo kot negativna percepirana. Tukaj smo dali zelo kot kultura poslušanja, kot kultura sprejemanja, kar je super, ampak Freire jo je pa opredelil tako. In trdil je, da je izobraževanje lahko sredstvo za spodbujanje še dodatne kulture molka, ali je pa izobraževanje lahko sredstvo za krepitev družbene participacije. On je najbolj znan po knjigi Pedagogika zatiranih in tudi po svojem konceptu pedagogike zatiranih, torej zatiranje je jemal ne kot tisto čist najrevnejši, ampak da se zatiranje kot en splošen družbeni proces na različne načine dogaja. In to, da imamo izobraževalci tako veliko orodje v rokah in tako veliko izbiro v rokah, je bila njegova največja teza, nekako, vsaj iz mojega vidika. Se pravi, kot izobraževalec lahko delujem v službi krepitve kulture molka, ali pa kot izobraževalec delujem v službi krepitve aktivne participacije. In Freire je, dva citata bi rad delil z vami od Freira, svet ni statičen in zaprt red. Ni realnost, ki jo je treba sprejeti in si jo prilagoditi. Svet je problem, na katerem je potrebno delati in ga rešiti. Je material, ki ga ljudje uporabljamo, da ustvarjamo prihodnost. Torej, zelo ta konstruktivistični pristop, da ustvarjamo prihodnost, da svet je stvar diskurza, stvar ustvarjanja, svet je predmet našega spreminjanja in našega delovanja in ne, kot se lahko rado v šolskih kurikulih zgodi, da svet predstavljamo kot statičen in zaprt red, ker vprašanja so, odgovori so pravilni pa napačni, tako pač je že od nekdaj in to avtomatsko spodbuja mišljenje o svetu kot o statičnem in zaprtem redu. In drugi, ki to govori o svetu, to pa o človeku v svetu. Človekov ontološki poklic je biti subjekt, ki deluje v svetu, ga spreminja in se tako venomer pomika proti polnejšemu in bogatejšemu življenju, tako individualnemu kot kolektivnemu. Besedo subjekt postavlja kot nasprotje objekta, torej biti objekt, predmet, številka, to, kar je Trkaj na koncu rekel, ne boste sam številke, to je objekt, subjekt je pa človek, ki aktivno deluje in ki se zaveda, da je subjekt. Kako priti do tega zavedanja, da si subjekt, ne da si objekt, je pa Freirova nekako najbrž največja inovacija in sicer dialoško učenje. Za razliko od bančnega izobraževanja, to je njegov koncept Talev, bančniško izobraževanje, bom razložil kasneje zakaj, postavlja dialoško učenje oziroma dialog kot tisti način, ki pa vodi v aktivno participacijo. Če tale način vodi v kulturo molka, potem tale način vodi v aktivno participacijo. Pri bančniškem izobraževanju gospodarji izobraževanje uporabljajo za to, da ga investirajo v otroke, svoj kapital kot v banke, ker pričakujejo, da bodo čez nekaj let z obrestmi dobili družbeno reprodukcijo nazaj. Se pravi, z obrestmi bojo dobili to nazaj, kar so v otroke vlagali. Jaz sem vir znanja, ti me poslušaj in te bom naučil. Vzpostavljajo se vertikalni odnosi,
ve se, kdo more pogoltniti to znanje, ve se, kdo to znanje ima. In velikrat, kljub temu, da nočemo, je naš sistem pač tako narejen. A ne? Dialoško učenje, na drugi strani učitelj je simbol tak, ima metuljčka, ne? Učenec pa takega nima, tako da se loči. Sta pa te dva postavljena horizontalno, torej učitelj je tudi učenec in učenec je tudi učitelj in znanje generirata skupaj, ga v bistvu v dialogu soustvarjata to znanje. Ne? Freire je to veliko prakticiral, ni bil teoretik, ampak je bil predvsem praktik z družinami ribiškimi, pa delavskimi, pa kmečkimi tam v favelah, skupince tvoril in upismenjeval ljudi na ta način ne preko črk, ampak preko generativnih besed. Recimo favela je bila neka generativna beseda, ki je njim pomenila čist nekaj drugega kot pa v bogati manjšini. In on je preko tega, da je kontekst besed razvijal, opismenjeval, hkrati tehnično opismenjeval in hkrati družbeno ozaveščal. In ta vaja je zame zelo močen simbol dialoškega učenja in se mi zdi, da z tega vidika pali kot dialoško učenje. Da tukaj poteka v tišini sicer, ampak zelo močen dialog in da, če bi to vajo mi še podaljšali na neko priporočeno dolžino 15 minut, bi najverjetneje še se to poglobilo dodatno, tudi mogoče z malo več uvodne motivacije, zakaj to sploh počnemo in tako naprej, ne? Če bi se to z dijaki recimo šli. In bi na koncu, po mojem mnenju, dijaki s to vajo in pol seveda z refleksijo, zgenerirali svoje generativne besede, ki bi bile njihove generativne besede na osnovi tega modela, ne da mi povemo generativne besede, ki mi mislimo, da so prave generativne besede za njih. Ne? In da na ta način potem pridemo do, da je to kot en predpogoj, kot en nastavek za aktivno družbeno participacijo. Torej, zlajnen slajd, ki ga že vsi vemo, poznamo, milijonkrat slišali, biti mentor, svetovalec, katalizator in ne zgolj vir znanja kot učitelj. Ne? Vse pedagoške prakse so to potrdile, v vseh knjigah to najdete, pa vendar je fino vedno znova sam sebe prej spraševati, tudi jaz ne, a to, da 82% jaz govorim, je to ali ni. Ne? Meni se je en zelo pomemben vidik tudi, da se izognem skušnjavi gotovosti. To je iz ene knjige Drevo spoznanja, ker sem Maturana pa Varela sta avtorja, gre pa o socialnem konstrukcionizmu. In sicer skušnjava gotovosti je to, da jaz vem, da tako je. Ne? Se pravi, ko predavam, skušam predavati s takim odnosom, s tako naravnanostjo, da dvomim, malo pa tudi dvomim v vse, kar rečem. Ne? Se mi zdi, da taka skušnjava gotovosti spodbuja tudi, torej, če poskušam se upreti tej skušnjavi gotovosti, da to spodbuja tudi aktivno participacijo in kritično razmišljanje pri poslušalcih. Zdaj pa ta tretje, zdaj smo se dotaknili teh dveh vprašanj, o katerih sem govoril, kaj je aktivna participacija, pa zakaj jo imamo v tem projektu. Tretje vprašanje za milijon evrov je pa, kako se iti to aktivno participacijo. Sam izhajam iz ene zelo močne izkušnje, iz leta 1997 do 2009, to je bilo polnih 13 let, ko sem bil zelo aktiven skavtski voditelj in na hitro včeraj preračunal 12-13 let recimo, tudi če pol še kdaj vskočil noter, 10 in več prostovoljnih ur na teden, gotovo vsaj 15 vikendov na leto, lasten denar vlagati noter, hoditi na usposabljanja, se ukvarjati z mladostniki in vsemi problemi, ki so včasih tudi malo v breme, ne, ker imaš pač kakšne, sej vsi veste, ni treba, da govorimo, ne. Imaš še koga drugega za vratom, ne samo mladostnike, in pa vso birokracijo, ki se mi je res ne da delati. Ne? Kdo je toliko nor, da bo to naredil, par tisoč delovnih ur, vse brezplačno oziroma še vlagati in tako naprej. Ne želim sebe hvaliti ali pa izpostavljati, ker sem prepričan, da velika večina tukaj ima podobne izkušnje norosti za vami. Ne? In tukaj so bile različne ravni tega, ne? Lokalna raven, nacionalna raven, mednarodna, vodenje izobraževanja in tako naprej. In če razmišljam, kaj je bila ta norost, kaj je botrovalo tej norosti,
so bili pravzaprav tudi na drugi strani določeni, če so tisto vložki, so pa to profiti ven. Napisal sem sam par ključnih besed. Pustolovščine, potovanja po Evropi na tak in drugačen način, pa po Sloveniji, močna prijateljstva, tista, ki te res navdihujejo, ki te res napolnjujejo, močni odnosi, tisti čustveni, stabilni, trdni, začasni, ko spoznavaš vso paleto ljudi, čustev, odnosov, situacij življenjskih, tragičnih zgodb, veselih zgodb, porok, ločitev, učenje, zelo močna komponenta, tak tip organizacij ima vse tako po lojtrcah narejeno, da v bistvu na vsaki poziciji, kjer si, se v bistvu lahko nekaj naučiš in plezaš naprej. Vsaj tako sistem je narejen tako varno, da v pravem trenutku ne dobiš preveč. Potem prepoznavanje osebnega poslanstva, zelo pomembna kategorija, da ti delaš z veseljem, ne pa za to, kar pač moraš delati. In iz tega van je šla tudi zaposlitev in sicer pač svojo prvo službo sem dobil predvsem zaradi skavtskih referenc, ne zaradi diplome iz računalništva in pa tudi družina, tudi ženo sem tam spoznal in tako naprej. Se pravi, skoraj tudi poročna priča na koncu koncev, torej skoraj vse, kar imam, dolgujem tej izkušnji participacije. In v bistvu, ko pogledaš svoje gains, po angleško, potem te pains niso, pains and gains, te pains niso tako veliki, ko pogledaš te gains. Moraš pa tvegati, seveda. In mislim, da vam to govorim brez veze, zato ker vsi to že veste. No in potem je to tako prevzelo, da sem začel raziskovati, kakšni mehanizmi v bistvu človeka privedejo do tega, da bi to šel delati. Zato, ker tukaj imamo isti problem. Vi želite svoje dijake tudi k taki aktivni participaciji privabiti, ne da bojo sam zdolgočaseni udeleženci na dogodkih, ampak da bojo za ta EPAS oni sami naredili nek dogodek, pa ga začeli, pa nekaj razvijali, pa prinesli to noter, pa ono, pa tretje. Kaj so tisti mehanizmi, ki jih vi lahko uporabite? In sem začel to raziskovati in tako smo potem začeli pisati knjige, priročnik za trenerje, torej za tiste, ki usposabljajo mladinske voditelje, pa priročnik za vodje mladinskih pobud, torej kako s skupino mladih se lotiti ene ideje, ki jo imajo. Potem smo intervjuvali bivše mladinske voditelje, kaj je na njihovi poti bilo najbolj tisto, kar je bilo pomembno. Potem smo se ukvarjali s tem, kakšno vrednost imajo mladinske organizacije v družbi. Potem smo mladinsko delo definirali kot koncept, torej da je to postalo zdaj v Sloveniji tudi ta Youth Work je postal kot ena samostojen korpus znanja, torej ne samo nekaj za zraven, ampak da in letos smo uspeli tudi poklic registrirati mladinski delavec preko nacionalne poklicne kvalifikacije. Potem smo za vodje organizacij, torej za menedžerje mladinskih organizacij priročnik napisali, potem kako naj preživim kot voditelj, kako naj za svoj self-management poskrbim, potem kako v evropskem prostoru mladi vidijo svojo prihodnost, pa še druge smo napisali na to temo. Prinesel sem en del tistih, kjer sem sodeloval ali kot urednik ali kot soavtor. Ponovno ne želim kazati na te reference, ampak želim pokazati na to, da o tem obstaja en korpus znanja in da si mi neformalci zelo, zelo želimo stika z vami formalci, ki ste pretežno v formalnem, ker imamo drugemu ogromen zadat. Mi pa včasih tudi zelo butično delamo in imamo malo mladih, včasih, vi jih pa imate skozi in mi imamo pa določene prijeme in tako naprej. Tako da med nami mladinskimi delavci, če se zdaj tako profiliram, pa med vami izobraževalci v formalnem sistemu, obstaja ena zelo močen sinergični potencial, ki ga v bistvu mi v Sloveniji ne izkoriščamo, v drugih državah pa veliko bolj. No in zdaj grem na 4 zaključna priporočila o tem, kaj mislim, da deluje. 4 mehanizmi, ki po mojem delujejo za motivirati mlade za aktivno participacijo. Prvi mehanizem, kaj je tukaj sploh zame?
s kratico WTF is here for me. Ne? Mladi se tukaj vprašajo, vedno, in seveda ni vedno denar tisti, ali pa manjkrat je denar tisti, kaj bi bilo tukaj lahko zame, kot pa ostali razlogi, in tudi manjkrat kot v moji ali pa vaših generacijah je po moje denar tisti. Iščejo druge stvari kot denar. Kaj? Prej sem par svojih naštel, prijateljstva, pustolovščine, potovanja, odnosi in po mojem morate na to vprašanje ali z njimi se pogovarjati, ali si vi za njih odgovoriti, ali njih spodbuja, da povejo, ali se vi v njihove čevlje postaviti, kaj je v tem EPAS projektu res relevantnega za njih. Kaj res lahko dobijo. Druga stvar, občutek vrednosti. Ne boste verjeli, ampak zaradi svojega vida, ker ga imam samo 30%, sem imel občutek manj vrednosti v času tam do 18 leta zelo pogosto. Občutek vrednosti najmočnejši, ki se ga spomnim, je pa bilo, ko smo v eni skupini mladih nekaj delali in sem se jaz javil, da bom naredil časopis od te skupine, ki bo redno izhajal na 2 meseca, in sem to prevzel in ko so to vsi pohvalili, jaz sem pač takrat že imel računalnik in sem bil eden redkih, ki je znal oblikovanje z računalnikom neke osnove. In to je bil nek edinstveni talent, ki ga velika večina drugih ni imela. In z tega ven zraste nek občutek vrednosti. Torej, iskati v mladih te edinstvene talente, ki jih imajo, in jim dajati občutek vrednosti zaradi njihove edinstvenosti. Vsi so kot številke obravnavani, to je pa na nek način nasprotje tega. Tretji mehanizem, ki deluje, je cona udobja. Torej, vemo, da človekova psiha je takšna, da v coni udobja najrajš preživimo. Problem imamo v tem, da se nam cona udobja vedno bolj krči. Da v bistvu, ko ste se prvič usedeli na ta stol, je bil še super udoben, zdaj pa že ni več udoben, ker se cona udobja vmes krči. In težava cone udobja je, da mislimo, da za cono udobja takoj pride cona panike. Torej, da ko bom šel iz udobja, bo pa panika. Ampak vesela novica je ta, da vmes so odkrili raziskovalci, med cono udobja pa cono panike je še cona učenja. Cona učenja je tista cona, ko recimo ste kdaj trenirali ali kakšen tek ali pa kaj, udobje je, da sploh ne greš teč. Cona panike je, da greš teč in pol imaš puls 163, zato ker pač nisi navajen teč, in v bistvu ti tok, da enostavno si ne želiš več teč. Cona udobja je pa tist, ki imaš puls lepo 130, 140 in bi lahko tekel v bistvu tako, kot Forrest Gump skozi. In to je čudovit občutek in to, kar je na simboliki teka, to obstaja tudi na področju učenja, na področju raznih hobijev, na področju odnosov. Torej, med cono udobja in cono panike je cona učenja. In odkrivati pri njih to, se pravi, videti, da so v coni udobja in jih porint malo ven, ampak ne preveč. No in četrti mehanizem, ki deluje, je lastništvo nad idejo. Kdo je lastnik te ideje za EPAS dogodek, ki jo bomo delali? Smo sposobni kot mentori zmoderirati to, da bojo oni lastniki ideje, da bo ideja od njih prišla, da bo njihova, ali bomo mogli podleči temu, da bo ideja naša? Oziroma, ali smo sposobni dialoškega učenja z njimi, ali smo sposobni predvsem utirjenega bančnega izobraževanja, kjer ni možnosti, da ideja pride od njih. Tudi če jo damo, ampak je cel sistem okrog nas tako naravnan, da pač ne bo prišla ven. No in zato 4 priporočila. Prvo priporočilo, integriteta in karizma. Verjamem v to, kar delam in kar živim. Predlagam vam, tako tudi sam delam, pa mi tudi vedno ne uspe, da ne boste mislili, da sem več od kogarkoli, da sproti filtrirate v vašem življenju, kaj je tisto, v kar verjamete in kaj je tisto, v kar ne verjamete in se lotevate predvsem stvari, v katere verjamete. Vsaka služba ima tudi nekaj stvari, v katere ne verjameš, to je logično, ampak nekih 70% pa moraš držati v tistem, kar verjameš in takrat dosežeš tisto karizmo, ko ti ljudje začnejo slediti.
Ne? Drugo priporočilo, biti z njimi. Tukaj je problem seveda, ker pač čas imamo vsi omejen, to je največja dobrina, ampak takele ideje za e-pas dogodke bojo najverjetneje nastale lahko, ko boste z njimi ne direktno vprašali, kaj bi pa vi naredili za e-pas dogodek, ampak ko jih boste poslušali, ko boste z njimi v nekih čist drugih situacijah in ko se bo to izrazilo na take načine. Potem tretje priporočilo, izhajati iz njihove ideje, tudi če je na prvi pogled zelo neumna. Že z dobro metodo postavljanja podvprašanj se da neko idejo, ki se nam zdi na prvi pogled neprimerna, izboljšati v parih minutah do tega, da bo že sprejemljiva tako za vse deležnike, za šola, za ravnatelja, za e-pas, za njih, za njihove starše, za vas. Z enim dialogom se da v zelo kratkem času iz ideje, ki... Prva ideja je vedno malo nora. V brainstormingu zato ravno dovolimo nore ideje. In četrto, zadnje priporočilo je pa uporabljati tehnike moderiranja v skupini. Se pravi, ne tehnike poučevanja, ampak tehnike moderiranja, tako kot je bila ta. Tukaj vas jaz nisem podučeval pri tej metodi o teh konceptih, ampak ste po principu dialoškega učenja drugega poučevali o teh konceptih in jaz sem bil samo moderator. Potem sem seveda določene stvari sugeriral vam, ampak sam v tej metodi sem bil pa samo moderator. In ko se jaz postavim kot moderator, takrat se začne okrog mene dogajati dialoško učenje. Za zaključek bi dal eno slikco gozda. Zakaj? Ker se mi zdi gozd, sprehod po gozdu se mi zdi zelo dobra metafora za nas mentorje. Vidiš kostanje, vidiš jurčke, dihaš svež zrak, nabiraš, se veseliš, se pogovarjaš, tudi o čist tretjih stvareh, ne samo o gozdu. In si tudi zaskrbljen na tem, ker se določen del gozda uničuje, ampak tudi ful vesel, da pa to pa nekaj vendarle imamo. In to je to. Želim vam, da bi kot mentori dihali svež zrak, se ga veselili, hodili skupaj z drugimi, nabirali jurčke, kostanje, ki so simbol za njihove talente, torej ne iz njih vlekali talente, jurček pride ven iz zemlje, ampak pobirali tiste talente, ki pač so tam in čarali iz tistega eno dobro jed. Iz tistega, kar je tam, sestavili e-pas dogodek, ne iz tistega, kar vi hočete. In hkrati govorili tudi o čist drugih stvareh, bili v veselem času skupaj z njimi in dihali tisti svež zrak, kot sem že rekel. Za vprašanje je majčkeno zmanjkalo časa oziroma za debato, pa upam, da bomo na kosilu lahko vsaj z nekaterimi uspeli. Hvala lepa.